jaslice so, bom rekla, najposebne. So pa lokalne, v popolnosti lokalne. Od teme do materialov, vse. Ni vas ustavila korona, niso vas zaustavili omejeni stiki in nezmožnost, da pridemo tudi iz drugih občin pogledat te jaslice za zdaj. Vseeno ste jih odprli 11. decembra že, ne? Ja, odprli smo jih 11. decembra. Namreč jaz sem se lansko leto malo pošalila, in sem naročila datum. To je bilo zdaj ravno eno leto tega, ko smo bili v Vatikanu, da 11.12. ob 17. uri bom odprla doma jaslice v naravni velikosti. Takrat še dejansko nisem vedela, da v bistvu točno temo, kakšne boje, kakšne oblike imajo. Jaz sem povedala sam koncept, da jaslice bojo, da lučke bojo, da vse, kar paše zraven bo, ampak nisem pa vedela točno, kakšne oblike. Tako da jaz sem naredila. Torej, zdaj pa le morava k vsebini teh jaslic. Pravite v naravni velikosti, iz lokalnih sestavin, z lokalnim pridihom. Malo več, prosim. Ja, jaz sem dala tem mojim jaslicam naslov Božična pravljica 2020, ker je res pravljična. Kot sem omenila, to so jaslice s kozjanskim pridihom. Figure so v naravni velikosti, naslikane so z akrilom na les, in so naslikane v kozjanski narodni noši iz leta 1910. Zibka, v kateri spi dete, je ravno tako iz tega kozjanskega območja in nekje izpred prve svetovne vojne. Ta zibka še vedno obstaja in je na ogled v hiši, sicer privatni hiši, ki je narejena v muzej. Zelo čudovita zadeva. V glavnem, za te jaslice mi je pozirala družina iz Laškega, ki se ukvarja s plesom oziroma so člani folklorne skupine Anton Tant, kar se mi res izredno vesela njihovega sodelovanja. Potem sem orodje in pomočki, ki so razstavljeni v jaslicah, sem dobila na teh okoliških lokalnih kmetijah, so mi posodili. Tudi štalca, ta leseni del je les iz lokalnih gozdov. V štalci noter so živali, ki so slovenske avtohtone pasme. To, da se razumemo, to je narisano, ne, da so žive živali, ne. In sem vola upodobila s cikostovim govedom, ovce so jezerske skavtke, kokoši štajerski kokoši in pa seveda na Kranjsko čebelo zadnji. V ozadju se tudi izvaja glasba lokalne glasbenice Sitrte in Tine Levičar, za kar se res hvaležna glasbo. Najbolj je pa tisto pravljično v naši božični pravljici, ker gori 20.000 luč, saj je v naši občini Šentjur približno 20.000 prebivalcev. Tako da ja, da so malo te popestrili. Potem imamo poleg še pa Božičkovo pekarno, ki pa je, v kateri pa pečemo sicer ne lokalno jed, imamo jed iz Češke, ki smo jo prenovili v slovensko. Namreč v Sloveniji je kar bolj znan krof, prenovili to jed, to tradicijo v krof kušec, po naše nova beseda. Upam, da se bo to prijelo, saj kar dobro zveni, tako da ja. Je pa bilo pa res naključje, da je to eno zanimivo, da smo odprli 11.12. prižig luč, ravno v istem času ob 5, ko so lučke prižgale tudi v Vatikanu na Pisarijski jelki. Tako da ja, nekaj je vse v tem sklopu.
bistvu sama neka povezava je, uspelo je dobro, spet res pravljično, da ja. Tudi vabljeni na ogled, seveda, ko bojo meje odprte. Predvidevam, da boste jaslice kar nekaj časa še imeli na ogled, verjetno do svečnice. Ja, jaslice predvidevamo imeti razstavljene do svečnice, zdaj odvisno od vremenskih razmer, če bo takrat veliko snega, bo pač treba to potreti zaradi teže snega, ker pri nas so kar nepredvidljive zime in ne vemo, kako je s tem snegom, da ne bi kaj potrgalo, polomilo, kar bi bilo pa hudič. Hiške so tudi, kot je videti na teh vaših fotografijah. Kdo je naredil te hišice vam? Ja, v bistvu ideja je bila povsem moja, saj smo to hiško naredili v tem času, kar jaz v bistvu potrebujem. Delo je pa moj partner Robi. V bistvu on je izdelal jo od začetka do konca. Skratka, cela družina, kako jih prepričate še ostale hčeri in svojega partnerja, da sodelujejo? Nimajo izbire? Ja, nekaj podobnega. Oni v bistvu živijo že ves čas z mano in s svojo umetnostjo. V bistvu mi pomagajo na vseh možnih frontih, oziroma če mi morajo pomagati, spodbujajo, v bistvu stojijo mi ob strani. Tako da ja, smo vsi nekako povezani in vpleteni v to zgodbo. Pač nekdo malo več, nekdo malo manj, ampak dejansko to je naš projekt, čisto družinski projekt in jaz sem kar vesela za to, da v bistvu da smo taki, da smo te stvari počeli. Vaše jaslice so pravzaprav sporočilo same po sebi, ampak vendarle, ali imate za ljudi vi kakšno sporočilo ob teh prazničnih dneh? Ja, v teh prazničnih dneh je sporočilo le to: radi se imejte, pomagajte si med sabo, ostanite zdravi. Jaz mislim, da to največ šteje. Ne šteje, koliko imaš v žepu, ne šteje, s kakšnimi avtomobili se voziš, kdo ima več, kdo ima manj. Šteje samo tista srčna, res srčna želja, da ostanemo zdravi, da smo dobri prijatelji in da spoštujemo drug drugega.